vzel je sam. Dovolj smo trepetali in sklanjali glave, otrokom šepetali junaške pravljice. Stojimo na razpotju že spojenih poti, pokončni in svobodni prepletimo dlani. O mladce vsem Slovencem naj v srcih prebudi. Naša pomlad gre iz tal, bistra ko burja, močna ko val. Močna tako, da skozi čas neomajno deluje k svobodni domovini, domovini pravičnosti, blaginje in miru za vsakogar. Prav vsakogar lepo pozdravljam na srečanju članov ter simpatizerjev Slovenske demokratske stranke, celjske regijske koordinacije tukaj v Šmarju pri Jelšah. Prav posebej pa tukaj pozdravljam prisotne cenjene goste, gospo Jelko Godec, državno poslanko in predsednico SDS, in se opravičujem, gospa je podpredsednica Slovenske demokratske stranke, gospa Patricija Šulin in njen soprog, evropska poslanka Slovenske demokratske stranke, dr. Vinko Gorenak in soproga, državni poslanec, gospod Bojan Podkrajšek, državni poslanec, gospod Marjan Pojbič, prav tako državni poslanec, gospod Stanko Šket, župan občine Šmarje pri Jelšah, gospod Janko Požežnik, državni svetnik, gospod Franc Jager, član izvršilnega odbora Slovenske demokratske stranke, gospod Jože Čakš, direktor javnega zavoda, gospod Gvido Krušič, predsednik kluba seniorjev in seniork celjske regije, gospod Vančo Tegov, PR celjske regijske koordinacije, gospa Martina Prevešek, predsednica Posavske koordinacijske regije, lepo pozdravljeni vsi predsedniki občinskih odborov Slovenske demokratske stranke in interesnih skupin v celjski regijski koordinaciji. Gospa Inkret Mojca, Delavska zveza Slovenske demokratske stranke, gospod Branko Bračko, predsednik celjske regijske koordinacije, gospod Štefan Galuf, prvi predsednik odbora Slovenske demokratske stranke Šmarje, novinar gospod Boris Cipot in gospa Tadeja Vodovnik Plevnik ter njen soprog. Ter seveda z velikim
spoštovanjem pozdravljam predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeža Janšo, ki je kot novoizvoljen predsednik nedavnega 11. kongresa Slovensko-demokratske stranke. Dobrodošel. Z nami so domači ljudski godci, imenovani vaški kuharji svetega Štefana. Odigrajo na ljudska glasbila, na diatonično harmoniko, lončeni bas, bršljano list in pisker gajbe. Igrajo stare koračnice ali marše, ohcrne pesmi, stare tudi več kot 60 let. Veliko nastopajo po Kozjanskem in drugih krajih naše države na raznih prireditvah, na presenečenjih in raznih obletnic. Danes bomo tukaj slišali koračnico Stari prijatelji in pa pesem od Celja do Žalca.
smo mi taki ljudski, gotski, vaški kuharji, igramo na take preproste, kot vidite, inštrumente. Nažalost nam manjka en član danes, ima neke družinske obveznosti, on igra tudi na lonec, zato se kuhari, ker praktično imamo lonc, pa še en lonc manjka, on ima pa brešlan, to je začimba, tako da smo povedali kuhari, ne. En član manjka, imamo pa enega člana harmonikaša, ko ima pa glih danes rojstni dan, pa mu lahko tudi malo zaploskate, ne. Hvala lepa za lep aplavz. Bomo pa zdaj še eno, glede na to, da ste večinoma iz celjske regije zbrani, bomo pa eno staro od Celja do Žalca. Hvala lepa. Povabim gostitelje današnjega srečanja, članov in simpatizerjev Slovenske demokratske stranke. In sicer povabim na oder predsednico občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Šmarje pri Jelšah, gospo Benjo Krulc, nato našega državnega poslanca, dr. Vinka Gorenaka, gospoda Branka Vračka, predsednika Celjske koordinacijske regije in pa gospoda Vikija Božaka, podpredsednika Celjske regijske regije SDS in hkrati tudi vodjo današnjega srečanja. Lepo prosim, da se mi pridružite na odru. Spoštovane članice in člani Slovenske demokratske stranke, spoštovani podporniki, spoštovani predsednik Janez Janša, spoštovani župan Šmarij pri Jelšah, poslanci v državnem zboru,
v Državnem svetu in v Evropskem parlamentu, spoštovani gostje, en lep pozdrav na ta sončen dan v Šmarju pri Jelšah na srečanju Celjske regijske koordinacije Slovenske demokratske stranke. Jaz bi vam zaželel eno lepo popoldan, en lep dopoldan smo že preživeli in veselite se današnjega dne in veselite se prihodnjih dni in mesecev, kajti v Slovenijo prihaja pomlad. Hvala. Dobrodošli še v mojem imenu v našem lepem Šmarju. Upam, da ste se do zdaj imeli lepo in da se vam zahvaljujem, ker ste se udeležili v tako velikem številu. Upam pa, da bomo še naprej se lepo podružili. Hvala. Dobrodošlica seveda tudi v mojem imenu v Šmarju pri Jelšah, ker sem vesel, da ste se zbrali v tako velikem številu. Vem pa, da čakate kak drug govor, ne moj, ki bo pomembnejši, ki bo boljši, zato vam ne zaželim samo prijetno popoldne in lepo druženje. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi ljudje močne volje, tudi v imenu Sotesko-Kozjanskega odbora, med bregovi in gorcami v šmarsko-virštanskem vinorodnem okolišu. Skozi leta ugotavljam, da tu živimo še vedno delovni, pokončni in pa veseli ljudje, ki imamo domovino v srcu. Toda ali bo tako tudi v prihodnje? Večletno manipuliranje levih, omrežnih vlad za resnico, iskanja sovražnikov zaradi svoje nesposobnosti in nemoči, ukvarjanja z drugimi je pustilo posledice na vseh področjih. Kaže se tudi v tem, da nam ni več mar za vrednote, ki smo jih podedovali od naših staršev. Slovenija je v krizi vrednot, ki pa so temelj obstoja vsakega naroda in družbe. Ko smo se srečevali na predkongresnih konferencah, je bilo čutiti, da je v ljudeh še upanje. Sam kongres v Mariboru je to potrdil. Danes smo obiskali 14 kapel križevega pota tukaj nad Šmarjem. Križ ima pri nas katoličanih poseben pomen, posebej še pri Slovencih. In če kdo ve, kaj pomeni nositi križ, je naš predsednik Janez Janša. Seveda bomo še naprej mi tisti, ki mu bomo pomagali nositi in verjamem v napis na vrhu križa Up edini. Volitve se bližajo, predsedniške, državno-zborske, kot tudi lokalne. Zato je še kako pomembno, da smo pripravljeni in v dobri kondiciji, da se takole družimo, izmenjamo mišljenja in vztrajamo pri zahtevi po pravični, ekonomsko vzdržni in predvsem pravni državi. Prepričan sem, da volivci ne bodo več nasedli novim obrazom, starim zaledjem, s poveličevanjem izmišljenih dražgoških bitk in simbolov bivše agresorske, totalitarne in komunistične države. Če je kdo sposoben Slovenijo popeljati v svetlo prihodnost, kjer bodo v ospredju mladi in delovno aktivni in bodo vsi upokojenci lahko plačali položnice in odšli na dopust, potem je to zagotovo Slovenska demokratska stranka. Imamo program, voljo, znanje, energijo in tudi občutek za ljudi. Vsa hvala vsem članom, simpatizerjem za današnjo udeležbo. Hvala predvsem tudi občinskim svetnikom, članom krajevnih skupnosti in vsem, ki delujete v društvih svojih okoljih. Društva so zelo pomembna v lokalnih okoljih. Vsi ste tisti, ki poznate posamezne probleme in podajate konkretne predloge za rešitve na vse izzive. Verjamem, da boste na razpolago svojim ljudem in Slovenski demokratski stranki tudi v prihodnje. Prebudi se, Slovenija. Hvala. Pa glasba. In sicer Jasmina Levičar na citrah, Mateja Bobek vokal,
ki vas bova popeljali skozi pesem Ljubi, ljubi, torej ljubi vse ljudi. Srečo je ljudem in zanje živel, zanje je pel. Ljubi, 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 ljubi vse ljudi, slej ko prej boš ljubljen tudi ti. Ljubi, 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 glej, kako gori tvoje srce. Ljubi, 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 ogenj plameni, slej ko prej zajemo vse ljudi. Ljubi, 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 glej, kako je lep zdaj ta naš svet. Rekel je vojak, da bo nekdo, ki njegovih pesmi ni razumel, ah, ni hotel. On pa bil je le poet, zdaj ga ni, vendar njegova pesem živi. Pojmo jo vsi, ljubi, 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 ljubi vse ljudi, slej ko prej boš ljubljen tudi ti. Ljubi, 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 glej, kako gori tvoje srce. Ljubi, 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 ogenj plameni, slej ko prej zajemo vse ljudi. Ljubi, 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 glej, kako je lep zdaj ta naš svet. Sedaj pa dovoljujem, da se nam na odru pridružita cigana. Da se pridružita cigana s pušče, če nam imata kaj pametnega zapovedati. Pa da vidimo. Prosim za en aplavz. Dobar dan! Lijepi pozdrav ljudi moji, šta vas ovdje ima? Imamo kakav kongres. Brate, pa vidiš šta ima ljudi ovdje, samo da vam kažem, to smo ja i moj brat. Pa vidi nam se odmah, a? Pa tu smo i ja i moj brat. Samo da vam kažem, došlo nas je tu u Šmarje kod Jelša. Cijeli autobus cigana, da. A samo ja i moj brat smo ovdje, jer oni ostali rade kod vas kod kuće inventuru. Ima robe. Samo da vas pitam, znate ko nas vozi? Ha? Ko vozi nas cigane? Milan Kučan. Je. On vozi stoje u kombiju, a karte pobira njegov isto mali brat. Slušaj, samo da vam kažem, sa mnom došao na autobusu i moj najmlajši sin, cijeli tata vam kaže. Obična budala. Znate, on je jako školovan dečko, ima 7 godina vrtića. Majstore, slikaš? Ajde da ti se nastavim. Dečki, imate dobra roba, to bi moglo iti sa mnom, eves. Imam dobar kupac za tebe. Nema, mislim, roba ide sa mnom, dinar nikol vidiš. Slušaj, i on dan dođe moj mali sin do mene, kaže, tata. Ja rečem njemu, ajde, kaži sine, šta je? On mene kaže, tata, pa zašto smo mi tako crni, a?
Pa ja njemu kažem, sine, pa zato jesmo cigani i je tako, brate. Tako je. Onda mene pita za jedno 5 minuta. Kaže, tata, ja kažem, šta je sine? I rekao, tata, a zašto mi, Zašto mi, tata? Ja njemu kažem, a misliš zašto krademo? Pa reče, da tata, zašto krademo? Pa ja njemu kažem, pa sine, pa to ti je osnovna kvalifikacija nas cigana, ne? A slušaj sad ovo, onda on mene pita za jedno 15 minut. Kaže, tata, a zašto? Kad su bile volitve, pa zašto mi nismo voljeli Zorana Jankovića? Pa ja njemu kažem, vidi sine, takvi cigani pa ipak nismo. Pa gledaj, ljudi pleskaju, pa to su naši, Slušaj, a samo da vam kažem, ja imam sad jedan problem. Ja imam ženu koja je veća od mene za 2 glave. Pa ne bi si on manjše najti. A imam još veći problem. Dobio sam je sa jednim mojim prijateljem. A odmah sam se naljutio, jer znate, mi cigani, mi smo hitre jeze, kako se to pri vas kaže. A odmah ja idem po pušku i ustrelim onega mojega prijatla. Pa meni kaže moja žena, slušaj muž moj, ako ćeš tako radit, za 14 dana nećeš imat ni jednog prijatelja više. Dobro da nije mene dobio. Pa dobro, Slušajte, ja ne streljam tisti koji su slabši od mene. majstori, da vas pitam još nešto. Vi ste stranka, je tak? Vi ste SDS, je tak? Pa je tak ili ni tak? Eno vidiš. A nas dva smo ona druga stranka. A mi vam kažem, mi smo sad na poziciji. Jesmo još malo. SMC. Znate kako se to kaže? Stranka malih ciganov. A sad imamo jedan problem. A sad smo došli u neku veliku krizu. A odlučili smo jednu stvar. Sad ćemo mi da popušimo volitve i nek se Janez Janša zajebava s time. Da vam kažem, imali smo ja i moj brat prošli tjedan jedan veliki problem. Pa znate, sad je počela ova vrućina. Pa kad ti nosiš željeza, pa dobro, ajde da ga nosiš ti polako, a veš, kad ga ukradeš treba je hitro iti. I moj najstariji brat budala natovorio previše željeza, uopće ne zna šta je teško. I on šiba kroz travnik i njega kap. Šuz do konca. I zovu policajci nas u pušu, neka si dođemo po njega. I šta smo napravili, išli smo ja i moj brat, i od brata brat, i onaj naš najmlađi brat. I uzeli smo ona truga, gremo mi po naš brat, ga natovorimo unutra, ga damo na rama, idemo nazaj u puša. Slušaj sad to. I ja, i moj brat, i od brata brat, išli smo super u korak, znaš kako ono treba iti. A onaj najmlađi brat, majku mu cigansku, on se je vesio za truga i premzao. Onda sam ja malo normalno se razljutio, rečem njemu, brate, pa ajmo malo brže, ajmo u korak, ajmo. I znaš šta mi je rekao? Pa majko ti cigansku, pa kamo ti se žuri, pa nismo ga ukrali. Sad samo jedno pitanje još. Ja i moj, pa samo vi ploskate. Ajmo jače, majko. To smo mi. Slušaj, sad kad ja i moj brat idemo, mi smo sad ostali sami, a idemo, kad smo već tu, možemo, brate, da idemo i u Murglje. Budala, ne mreš da ideš ti tamo. Zašto ne? Pa tamo su ti veći cigani od nas, Pa, dobro, budite dobro, daj Janez, prosim te, zrihtaj to do Sloveniju, da bomo i mi mali cigani nekaj imeli od tote države. To sta bila cigana, ampak v resnici pa Izidor in Sašo iz ansambla Aplavz iz Rogatca. Prosim še za en aplavz.
Gledam oblake, lovljokanih ptic in slišim še krike preganjanih ptic. V strahu pred temo se pesem novi, naj nič se nam ne zgodi. Vsaj malo sonca, vsaj malo smeha, za svet, kjer teče življenja reka. To pride malo ljubezni nežne, miru vsaj malo si zdaj želim. Želim, da razumel bi pesem v svet, dekle sem ti bolje, kot pravi srce, in sama drtim kot osamljeni ptič, ki sluti viharne dni. Vsaj malo sonca, vsaj malo smeha, za svet, kjer teče življenja reka. Topline malo ljubezni nežne, miru vsaj malo si zdaj želim. Poj z menoj to pesmico, v miru naj v svet živi. Poj z menoj to pesmico, v miru naj v svet živi. Spoštovane in spoštovani, zelo veliko veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim danes tukaj v Šmarju pri Jelšah v imenu občine Šmarje in seveda tudi v svoje imenu. Da ste bili danes tukaj, gre pa sigurno zahvala občinskemu odboru, njeni predsednici, njenim članom, gospodu Vinku Gorenatu in še marsikomu, ki je prispeval temu današnjemu dogodku. Moram izkoristiti ta trenutek, da se zahvalim in pohvalim vse člane vaše stranke, ki že vrsto let oziroma vsa leta aktivno, vztrajno delujejo v občinskem svetu, komisijah, odborih, svetih in sploh v družbenem življenju občine Šmarje. Tudi bodoče si želim takšnega sodelovanja in delovanja. Vsem pa želim danes lep dan v Šmarju in upam, da se še kdaj vidimo. Hvala lepa. Na 11. kongresu stranke Slovenske demokratske stranke Slovenije prejšnjo soboto v Mariboru je bila premierno predstavljena pesem Prebudi se Slovenija, ki jo je zapela naša članica, predsednica regijske koordinacije SDS Posavje, magister Martina Prevejšek. Prosim za en aplavz. V pesmi pa se ji je pridružil tudi naš predsednik Janez Janša in pokazal, da kot odličen politik in državnik poseduje pretanjen občutek in talent za dobro glasbo. Pesem je polna upanja, optimizma in moči, navdaja nas z žarom za slovenski narod in domovino. Po odzivu sodeč se je pesem dotaknila vseh Slovencev. Naj se dotakne tudi vašega srca. Torej, veseli smo, da je danes z nami gospa Martina Prevejšek in skupaj prebudimo Slovenijo. Zori, robili morja,
čas je že. Prebudi se Slovenija. Prebudi se. Prebudi se Slovenija. Prebudi se, čas je že. Prebudi se Slovenija. Prebudi se Slovenija. Do slavnostnega govornika današnjega srečanja, novo izvoljenega predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za tako lepo udeležbo na tem srečanju. Že lani je bilo prijetno in veselo, ko smo se prvič dobili tudi v tem koncu regije, tam sosedstvu pod Dolanško goro. Letos moram reči, da smo se še bolj nasmejali prej. Tako da hvala vsem, čestitke vsem, ki ste pomagali organizirati in predvsem vsem, ki ste prišli na to srečanje. Zdaj, kot je bilo prej že večkrat omenjeno, smo imeli pred dobrim tednom naš 11. kongres. Verjamem, da ste ga tako ali drugače po vsebini spremljali, bil tudi v neposrednem prenosu. Zato ne bom ponavljal vsega, kar je bilo tam rečeno, predolgo bi trajalo. Želim pa vendarle reči, da je Slovenska demokratska stranka po tem kongresu pripravljena na izzive prihodnjega mandata. In imamo program, imamo ekipe, imamo realno oceno stanja, vemo, kam so prišli drugi v teh letih suhih krav in zapravljenih priložnosti za Slovenijo. Vemo, kje bi morala biti tudi mi, če bi izkoristili vse priložnosti, torej programsko, kadrovsko in tudi drugače je stranka pripravljena na izzive prihodnjih volitev, ne glede na to, kdaj bodo. Vendar pa, kot smo to izkusili doslej že velikokrat, v Sloveniji, kljub temu, da imamo formalno večstrankarske svobodne volitve, kjer lahko vsak voli in glasuje, programi, koncepti, pogled na prihodnost, jasne predstavitve ali pa če hočete obljube in tudi odgovornost za te obljube niso vedno v ospredju volilne izbire. Velikokrat odloča vse drugo. Lahko bi rekli, da so imeli doslej od leta 1990 naprej mogoče ene ali pa dvoje državnozborskih volitev, kjer so vsaj za silo v ospredje prišli programi posamičnih strank, ki so se potegovali za naklonjenost volilnega telesa. V vseh ostalih primerih pa se je skušalo lansirati preživete teme iz preteklosti, deliti Slovence,
na podlagi odnosa do dogodkov, ki so se zgodili pred 70 ali pa 80 leti, zlorabljala se je država in državne institucije, na veliko uporabljal denar ukraden iz tako imenovanih nacionalnih projektov, od prvega ropa slovenskih bank do predragega plačila za avtoceste, Teša 6 in zdaj imamo spet en tak projekt na mizi, za katerega se je nažalost že zapravilo na desetine milijonov evrov, to je ta famozni Tier 2. Da ne pozabim, ker je to zelo pomembno trenutno, kdor še ni oddal podpisa za referendum, naj to stori. Vsak, ki bo dal podpis za ta referendum in kasneje tudi glasoval proti temu zakonu, bo s tem neposredno glasoval za to, da bo imel več denarja v žepu. Kajti tukaj spet hočejo vsem vam ukrasti nekaj 100 milijonov evrov in graditi tir, ki je še enkrat dražji, kot pa so primerljive infrastrukturne investicije v razvitih državah. V Evropi stane kilometer železniške proge, enotirne, elektrificirane, najsodobnejše, tam 5 do 7 milijonov evrov. Tukaj želijo graditi za 50 milijonov evrov in več. To je ogromen denar. 70 km proge po 50 milijonov evrov, več je to milijarda 300, 400, 500 milijonov bo nekam šlo. Zato lahko tukaj v tej regiji zgradite ceste, ki bodo noč in dan osvetljene, ker boste imeli najmodernejšo infrastrukturo, ogromen denar je to, da ne razlagam. To se bo ukradlo, da bi vsaki šoli lahko zgodili novo šolo in vrtec ali pa športno dvorano. In če se iz enega samega takšnega projekta toliko ukrade, potem seveda zmanjka pri poštenem plačilu za pošteno delo pri pokojninah, davki se višajo, dajatve, čakalne vrste v bolnicah in v zdravstvenih domovih so zaradi tega večje, storitve slabše. Skratka, gre za realno stvar. Tukaj ne gre za prepir okrog Oslove sence, ne gre za prepir o tem, kdo je zmagal v drugi svetovni vojni. Gre za odločanje o tem, ali bodo vaše plače in pokojnine v prihodnosti takšne, kot si jih zaslužite, ali pa bodo za tretjino manjše, ker se bodo iz tega napajale zgrešene investicije. Tisti, ki smo malo starejši, vemo, kako je bilo s tem v Jugoslaviji. Zdaj žal v Sloveniji ni dosti boljše. Ni dosti boljše. In ljudi se prepričuje, da so to najbolj racionalne rešitve. Imamo predsednika vlade, ki ne obvlada niti osnovne matematike. Zdaj pravi, da lažemo, ko pravimo, da bo cena za kilometer 50 milijonov, ampak to mi sam beremo iz zakona, ki so ga sami predlagali v državni zbor, kjer so ti podatki in ti investicijski računi. Nobene te številke si mi nismo zmislili. Torej, da nam predolg, če hočete, da se ta norost ustavi. Nekatere smo uspeli doslej tudi z referendumom, za ena taka podobna stvar. Pred 20 leti je bil namen takratne vlade liberalna demokracija, da gradi novo termoelektrarno v Trbovljah, popolnoma, kjer so se zaloge premoga izčrpale, ampak oni so hoteli graditi novo termoelektrarno, tisto smo takrat stavili na referendumu. Če ne bi bile vaše plače in pokojnine še manjše. Zdaj treba narediti podobno. Se pravi, to je neposredno pred nami, zbiranje podpisov traja. Marsikdo misli, saj bo dovolj, saj bodo drugi šli. Ne bodo šli drugi. Če mi ne bomo šli, to drugi ne bodo šli. 40 000 podpisov ni tako enostavno zbrati. Torej, to je zelo pomembna odločitev, kar se tiče naše prihodnosti. Nima nič s preteklostjo, ima pa vse za našo prihodnostjo. Zdaj se to, s čemer nismo bili zadovoljni v smislu normalnega okolja za poštene volitve v preteklosti,
je v veliki meri mogoče zato, ker v Sloveniji praktično polovica ljudi, ki ima to pravico, ne voli. Tudi mi zborujemo v krajih, kjer je volilna udeležba najnižja. Slovenska demokratska stranka v kraju Šmarje dosega odlične rezultate, vendar je pa volilna udeležba v tem kraju recimo ena najslabših, druga, tretja najslabša v Sloveniji od 88 volilnih okrajev. Prav veliko ljudi ne vidi tukaj, ne bom rekel potrebe, ampak ne vidi možnosti, da njihov glas karkoli spremeni. Ravno v tem delu Slovenije se najbolj potrjuje tisti star pregovor, ki pravi, slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo. Slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo. Lahko bi šli korak naprej in v tem pregovoru našli tudi rešitev za prihodnost. Ta rešitev je v tem, da dobri ljudje gredo na volitve. In če bodo dobri ljudje šli na volitve, ne bodo izvolili slabe vlade. Samo volj more. In tukaj ni treba veliko. Če pogledamo rezultate Slovenske demokratske stranke, zadnjih 15, lahko bi rekel, 20 let, mi smo v tem času sicer 3-krat zmagali zaporedoma na lokalnih volitvah, v seštevku Sloveniji zmagali smo 2-krat na evropskih volitvah, tudi na prvih evropskih volitvah smo dosegli zelo dober rezultat. Na državnozborskih volitvah smo bili v tem času prva ali druga stranka. Nikoli ni manjkalo veliko, nikoli ni manjkalo veliko za to, da bi lahko sestavili trdno vlado brez strank, kot so Desus ali podobnih strank, ki imajo potem koalicijo za talca. In bolj, ko se bližajo resni časi in ko je treba nekaj narediti, bolj to zavirajo. S takšnimi strankami pa tudi ne glede na to, kakšne barve koalicija Slovenije ne more napredovati. Lahko samo stagnira ali nazaduje. Skratka, nam že skoraj 20 leti nikoli ni manjkalo zelo veliko, da bi imeli rezultat, ki bi omogočil sestavo trdne vlade. Zelo malo. In to, kar je zmanjkalo, je vedno zmanjkalo zaradi dobrih ljudi, ki niso volili. Na zadnjih volitvah vsak drugi z volilno pravico ni šel na volišče. V tem, koliko teh dobrih ljudi bomo uspeli prepričati, da na naslednjih volitvah volijo, v tem je rešitev za slovensko prihodnost. Če bodo ostali doma, potem bomo še naprej capljali za tem, kar bi Slovenija realno lahko dosegla. Slovenija je takrat, ko se je vsaj približno normalno upravljala, šla zelo hitro naprej. Leta 2008 smo Slovenci, ki smo samostojno pot začeli pod 50% evropskega povprečja. Bili smo tam nekje na 43-44% evropskega povprečja, ko smo se osamosvojili. Celo nižje, odvisno, kjer države vzamete tukaj za primerjavo, kjer je sestava Evropske unije. Ampak do leta 2008 smo prišli na 91%. Po kupni moči, se pravi po realen standard na prebivalca, ne po neki scholastični statistiki, državni statistiki, ampak po kupni moči na prebivalca, po realni teži tega, kar lahko za povprečno plačo ali pa pokojnino dejansko kupiš na trgu. Ampak potem se je to zaustavilo. In od takrat naprej Slovenija primerljivo pada. Tudi zdaj, ko se hvalijo z gospodarsko rastjo, Slovenija pada. Mi imamo v tem času, ko smo padali, smo se tudi nalezli dolga kot po tepuški pes uši. Leta 2008 smo imeli dolga za kakšnih 20% letnega bruto domačega proizvoda, to je tega, kar cela Slovenija skupaj ustvari. Za dobrih 20% tega smo bili zadolženi.
Danes smo tam blizu 90%. Maastrichtska meja, ki označuje neko normalno delujočo ekonomijo, je 60%. Mi smo to krepko presegli. Nismo edini v Evropi, ampak naš problem je, da smo to višino dosegli z eksponentno hitrostjo. Slovenija je država, ki se je od krize naprej najbolj hitro zadolževala in danes na leto plačamo približno 1 milijardo evrov samo za obresti. Se pravi, če imamo 2% gospodarsko rast, to predstavlja približno 1 milijardo evrov denarja in toliko damo samo za obresti za te dolgove. Zato se vam zdi velikokrat čudno, ko zdaj slišite predstavnike vlade, ki pravijo, kako je vse v redu, kako rast imamo. Ampak tega ne čute v žepih. Pokojnine se pol dvignejo za 3 evre in pol gospod Erjavec pravi, kakšen uspeh Desusa je to. V našem mandatu 2004-2008 so se plače in pokojnine realno dvignile za 24%. Pokojnine v 4 letih za 127 evrov. Pa nihče tega nikjer ne omenja. Imamo sedanje vlado, ki dvigne pokojnine po teh usklajevanjih s težko muko za 2, 3, 4 evre. In je to silen uspeh. Je to silen uspeh, gledajte, to je daleč pod tem, kar Slovenija zmore. Leta 2008 je bila Slovenija daleč spredaj pred vsemi primerljivimi državami, s katerimi smo skupaj vstopili v Evropsko unijo. Bili smo daleč pred Srednjo Evropo, da ne govorim o Balkanu. Zdaj je veliko držav iz te skupine Srednje in Vzhodne Evrope, tam nekje, kot smo mi. Češka pa nas je v tem času prehitela. Češka, ki je bila za 20% za nami, je zdaj pred nami po kupni moči. Se pravi, standard povprečnega Čeha je danes višji, kot je standard povprečnega Slovenca, čeprav smo imeli bistveno prednost. O tem v primerjavah ne boste nikoli nič slišali na nacionalni televiziji, na Pop TV-ju. Bog vari, da bi organizirali kako tarčo na to temo, kje smo. To je strogo prepovedano, po moje, če kdo tam predlaga, ga naslednji dan brez službe v tisti hiši. Samo zato, da pač ljudje živijo v nekem vakumu, ne znajo, ne morejo primerjati, ker ne slišijo teh podatkov in mislijo, se še kar nekako gre. Zdaj, če bomo zadovoljni s tem, da še kar nekako gre, bo šlo vedno slabše. Na neki točki je treba reči, dosti je tega, Slovenija zmore več in potem to tudi uresničiti. Prvi korak temu pa je, da gredo dobri ljudje voliti. Tisti, ki ne gre voliti in se potem pritožuje nad stanjem, ali pa ki celo misli, da s tem, ko ne gre voliti, protestira proti slabemu stanju. Tisti vzdržuje takšno stanje. Ko srečujete takšne ljudi in to povejte. Na prijeten, prijazen način. Marsikdo starejše generacije misli, da je bojkot volitev nekakšen protest. Zato, ker je v bivšem režimu je bilo to zapovedano, volitve niso odločale o ničemer. Naprej je bilo jasno, kdo bo izvoljen, ker je bila samo ena stranka in samo en kandidat. In edino, kar je bilo merljivo, je bilo volilna udeležba in zato je bilo to kao obvezno in tisti, ki nič je protestiral. Zdaj je stvar obrnjena. Zdaj tisti, ki ne gre, ne protestira, ampak pomaga vzdrževati takšno stanje. Zdaj več ljudem bomo odprli oči v tej smeri, boljši bodo rezultati in boljša bo slovenska prihodnost. Tukaj ne gre za Slovensko demokratsko stranko. Mi smo v časih, ki so bili tudi zelo težki, tudi v časih, ko so nam praktično namenili uničenje, ali vsaj, ko so nas skušali odriniti na samo obrobje političnega prostora, z zlorabo državnih institucij, z medijskimi monopoli, z ukradenim denarjem iz nacionalnih projektov. Mi smo tudi v tistih časih zdržali in pognali zelo globoke korenine. To, da imam globoke korenine, kaže podatek, da smo na 3 zadnjih lokalnih volitvah, se pravi praktično zadnjih 16 let, po seštevku glasov za liste na občinskih in mestnih volitvah
za občinske in mestne svete prepričljivo prva stranka. Prepričljivo prva stranka. Smo tudi edina stranka v slovenskem parlamentu, ki ima več kot 10% in ki obstaja več kot en mandat. Nobene druge ni. Tam se pač prestrojavajo, menijo imena in obraze in tako naprej. Ampak kakorkoli, tudi tam, ker vemo, da so ozadje ista, so to nove stranke, nova imena, brez korenin. Ta famozna nekaj tednov pred zadnjimi volitvami ustanovljena stranka, ki danes vlada Sloveniji, ki je zaradi nizke udeležbe in zlorabe pravosodja dobila matematično sijajen rezultat na zadnjih volitvah. Ta stranka nekaj mesecev kasneje, državnozborske volitve so bile julija, lokalne pa jeseni, nekaj mesecev kasneje ta stranka niti v eni občini ni izvolila niti enega župana. Niti enega župana. Potem so jih nekaj kupili z raznimi donacijami, pa še tisti zdaj bežijo. To so politične organizacije brez korenin. Slovenska demokratska stranka ima globoke korenine in mi lahko zdržimo še en mandat, 2 mandata, ne gre za nas, gre za Slovenijo. Ne gre za Slovenijo, gre za to, da Slovenija izkoristi potencijale, ki jih ima. Zato, da realno seštevamo, da je 1 in 1 2 in v dobrem gospodarjenju se temu še nekaj doda. Ne pa, da je 27x27 po vladnih izračunih milijarda 300, po izračunih predsednika vlade pa 700 milijonov. Če tako računajo in se nič ne zgodi, če bi bilo to javno pred celo slovensko javnostjo prezentirano v parlamentu, v državnem zboru, potem vemo pač, kje smo. Torej, v času, ki je pred nami, ne bo šlo za ideologijo. Ideologijo tukaj uporabljajo zgolj zato, da zakrivajo svojo nesposobnost. Zdaj, ko jih povprašate po računih za zadnja leta, oni začnejo mahati zastavo z rdečo zvezdo, češ, vi ste fašisti, mi smo pa ne vem kaj, poosebljena naprednost. Zdaj, ko je treba zavarovati slovenske meje, pravijo, mi smo humanitarci in spustijo čez slovensko zemljo 500 milijonov, 500 tisoč ilegalnih migrantov, ki se zdaj vračajo nazaj, ker imajo pač slovenske papirje nekateri. Skratka, takrat je demagogija in ideologija vedno pri roki. In na to pač ne treba nasedati. Mi se s preteklosti ukvarjamo zgolj zato, da naredimo prostor prihodnosti. In nikoli ne bomo pristali na tezo, ki jo skušajo zadnja leta še posebej vsiljevati, da so eni pri nas kar od zgodovine dano predestinirani, naprej določeni za to, da bodo na oblasti, da bodo prvorazredni, da jim vse pripada. Če bi oče nekoč direktor, zdaj pripada to tudi sinu. Če pogledate državne firme, v medijih tega nikjer ne boste našli, pogledajte danes državne firme, to, kar pač pokadruje Slaba banka pa Slovenski državni holding, boste na ključnih mestih danes našli drugo generacijo prvorazrednih. Kot da bi se to dedovalo, kot da bi se sposobnost dedovalo. Vsi vemo, da tega v glavnem ni tako. Pri nas pa se obnašajo, kot da bi bili kraljevina Nepal. Se pravi, demokracija, kjer je pač potrebno se dokazati, zato da zasedeš nek položaj, ampak ti to nekako pripada že po družinskih genih. Polno je tega v Sloveniji, polno. Potem je to, so celi klani. Mož je na sodišču, če je možno predsednik sodišča ali pa stečajni upravitelj, žena je na tožilstvu. Ena hčerka je na univerzi,
na neki pomembni funkciji, ki jo po zdravi logiki nikoli ne mogla dobiti. En sin je v Slovenskem državnem holdingu, drugi sin je pa že direktor enega državnega podjetja. Da je takih klanov v Sloveniji nešteto in do tega se nikoli ne pride po neki normalni poti. Tudi v lokalnem okolju je marsikje zaslediti, bom rekel, takšne povezave, ampak ključni problem je na državni ravni. Tam je vse koncentrirano in to zaradi tega, ker je Slovenija centralizirana država. In to je drugi naslednji strateški problem, ki bi ga želel omeniti, ker se mi zdi, da smo tukaj Slovenci izjemno potrpežljivi. Bom rekel, da ste vi izjemno potrpežljivi. Ko gre za dolžnost vlade, da skrbi za enakomeren razvoj Slovenije, v Sloveniji doslej še nismo imeli vlade, ki bi tako zgrešila pri tem cilju. Vlada Mira Cerarja je v tem mandatu podpisala en sam sporazum z eno samo regijo o dodatnih sredstvih, o dodatnih investicijskih projektih in ta regija je Ljubljana. Miro Cerar in Zoran Janković sta podpisala sporazum, da bo vlada poskrbela za dodatnih 300 milijonov evrov investicij v Ljubljano. Ljubljana je na 127 ali 100 več odstotkih evropskega povprečja, odstotnih točkah evropskega povprečja. Imamo pa recimo prekmursko regijo, ki je na kakih manj kot 70. Tudi Obsotelje ponekod je na polovici tega. Se pravi, če že kaj bi morala vlada podpisati takšne sporazume in dogovore z regijami, ki so pod povprečjem za to, da izenačimo izhodiščne možnosti prebivalcev v Sloveniji. Ampak ne. Podpisali ta dogovor za Ljubljano in to ni najhujše. Najhujše je to, da je ostala Slovenija ostala tiho. Imamo nekaj združenj občin in tako naprej, ki so se nekaj rekli v zvezi s tem. Ampak ni nobenega resnega protesta. Glejte, župani vseh ostalih slovenskih občin bi se morali dobiti in reči, ok, Ljubljana je glavno mesto, vlada misli, da ima 300 dodatnih milijonov za to glavno mesto, nimo nič proti, ampak, kje so pa milijoni za nas? Daj bodo takšni dogovori strani vlade pripravljeni tudi za Celjsko regijo, pa Mariborsko, pa Prekmursko, pa Dolenjsko, pa Zasavje, Posavje, Goriško, Notranjsko, Primorsko. Kje so ti programi? Jaz moram reči, da sem že dolgo v politiki in nisem več tako naiven, ampak v tem primeru sem pričakoval, da vlada ima en takšen program. In da si naredijo nek program, ta mesec podpišemo z Ljubljano, drug mesec drugo regijo in se bo to prerasporedilo. Ampak zdaj čakamo že več kot 1 leto in se nič zgodilo. Zdaj tega programa ni. Denar se namerno vleče iz večine obrobnih delov Slovenije, koncentrira v Ljubljani, tam kupuje volilno telo in računa na ta način na zmago na volitvah. In glejte, spoštovani prijatelji, doslej mi je to deloma z takšnim načinom tudi uspevalo. Ker Ljubljana je potem za 25% višje volilno udeležbo kot v Šmarju. Namesto da bi se tukaj razjezili in zaradi tega šli volit, se ostane doma. Še slabše recimo ta delovski predel Maribora, volilni okraj Maribor-Tezna in tisti okraji, ki so bili v tranziciji praktično najbolj prizadeti, volilna udeležba še nižja. Nobenih investicij ni česar, nobenih programov. Ne uporabimo orožja, ki ga pač imamo. V tem primeru govorimo o lastni krivdi. Govorimo o tem, da možnosti imamo, pa te možnosti ne izkoristimo. V Slovenski demokratski stranki bomo od naslednjega tedna, rekli smo, začeli bomo s tem,
takoj po kongresu, dejansko se napore usmerili v to, da ljudem neposredno predstavimo naš program in jih nagovorimo k volilni udeležbi in glasovanju za nas. To, kar se da narediti preko sredstev javnega obveščanja, medijev, lokalnih, državnih in tako naprej, to stanje se, kljub temu, da zdaj da se počasi na noge postavljajo tudi nekateri novi mediji, ampak v kratkem času se to stanje strateško ne bo spremenilo. Ena sama stvar je, s katero lahko to stanje strateško spremenimo, to pa je, da v tem času do naslednjih volitev, kadarkoli pač bodo, mi osebno, neposredno nagovorimo čim več dobrih ljudi, ki niso volili. To bo naredilo to razliko. Sami veste, kdo so. Ne znam jih jaz našteti, ne zna jih Alenka, ne zna jih predsednik regije, ne zna jih predsednica občinskega odbora. Vsak jih zna nekaj, ne? Nihče ne zna vseh, ne vemo, kdo so. Volitve so tajne, ampak vsak v vaši ulici, vaši vasi, vašem zaselku, vašem bloku, če kdo iz bloka, ve, kdo so ti ljudje. Veste vsaj približno, koga se splača nagovor, da gre volit, koga se ne splača. Formula je zelo preprosta. Treba je to človeka do človeka, od urad do urad. Od sledilca do sledilca, za mlajše, ki ste na družabnih omrežjih, in tako se da narediti razliko. Jaz iz osebnih izkušenj, ker komuniciram zelo veliko ljudmi, vem, da je tako, če imamo 10 povprečnih nevoljivcev in si za vsakega od teh 10 vzamemo dovolj časa, da mu razložimo naš program, pa posledice tega, kaj nastane, če nekdo ne gre volit, 7 do 8 od teh 10 se jih da prepričati. Kakšnih 20-30%, odvisno od okolja, ne, je pač beton, ideološki ali pa kakšen drugi, predsodki, totalna izguba kakršnega koli upanja. Ampak 7 do 8 se jih pa da prepričati. Samo to se ne da tako, da ljudi povprašaš po vremenu, ne da se tako, da skušaš 30 ljudi naenkrat prepričati, da se tako, da govoriš 1 na 1, na 4 oči. Več tega bomo naredili, na več urad bomo potrkali, z več ljudmi, sodelavci, sosedi, prijatelji, sorodniki, bomo šli v te dialoge, boljši bo rezultat. Zelo preprosto je. Zelo preprosto je, pa to tudi najbolj naporno, najtežje. Najbolj zahtevno, zahteva veliko žrtev časa, izpostavljanja. Najprej moraš sam vedeti, kaj si in to tudi želeti biti, se pravi, moraš živeti lastno identiteto. In če to počneš, potem imaš vpliv tudi na druge. Težko nekoga prepričuješ, če sploh ne vejo, recimo, kaj si in zakaj se zavzemaš. Slovenska demokratska stranka bo v tem času do prihodnjih volitev na testu. Ne mislim zdaj na te napade od zunaj, na vse to, kar se vedno dogaja proti nam. Na to smo navajeni in odporni. Mislim na testu verodostojnosti vsakega člana in podpornika, ko bo šlo za dvig volilne udeležbe. Zdaj, ko bo naslednji volilni dan in ko bodo začeli prihajati rezultati, če boste videli, da je volilna udeležba tam nekje, kot je bilo to doslej, potem bodo tudi rezultati tam nekje, kot doslej razpršeno. Lahko bomo zmagali, ampak nemožno sestaviti trdne vlade. In takšnih avantur se Slovenska demokratska stranka pač ne bo šla. Bo počakala na naslednjo priložnost. Ampak ni treba čakati na naslednjo priložnost. Zdaj je priložnost. Samo vsak mora svoje narediti. Se opravičujem, ker sem pač neko srečanje, ki je bolj
namenjeno prijetnemu druženju in tako naprej, v veliki meri uporabil za to sporočilo. Ampak to sem naredil zato, ker je čas zdaj. Ker je čas zdaj. Če bomo zdaj začeli, bomo uspeli. Zadnji mesec pred volitvami je prepozno. Poglejte, koliko volivcev je samo v vaših okrajih, v tej regiji, nemogoče. Ne? Nas je sicer veliko, ampak zelo bistveno premalo, da bi v enem mesecu opravili vse to, kar je pač potrebno. Zdaj, mi smo govorili v zadnjih letih z našimi prijatelji širom po Evropi in tudi po svetu. V internacionali, ko sem jaz podpredsednik v Evropski ljudski stranki, dobili smo številne izkušnje od naših prijateljskih strank, bom rekel, software, skrivnost njihovih uspehov, marsikje so dosegali sjajne rezultate. In zdaj, ko smo po to potegnili črto, smo videli, da je točka, ker je možno narediti razliko, sistem, ki se mu reče od vrat do vrat. Mogoče mu kdo sorodnike v Nemčiji je spremljal zadnje volitve na Sarskem, v sicer majhni deželi. No, tam so CDU-ju, nemški krščanski demokraciji, ankete napovedovale 12%, povprečju za 12% nižji rezultat, kot ga je pa potem stranka dosegla. In ko smo jih vprašali, zakaj se je to zgodilo, so rekli, zaradi naše kampanje od vrat do vrat. Tega ankete ne zaznavajo, zazna pa to volilni rezultat. Mi se bomo organizirali tako, da bo ta akcija potekala na način, da se bo znanje in vedenje akumuliralo, da si bomo delo skušali čim bolj pravično razdeliti. Ampak tukaj gre za nekaj, česar ni možno narediti ne z računalnikom, česar ni možno narediti ne z Ljubljane, ne z Celja. To je možno narediti v vsakem kraju, v vsakem zaselku, v vsaki ulici, v vsaki firmi, v vsaki krajevni skupnosti. Tam, kjer so dobri ljudje, ki ne volijo in s tem izvolijo slabo vlado. Naj bo to nekaj za razmišljanje za naprej. Ni treba danes začeti. Pred nami je še lep kos dneva. Pripravili ste krasen, čudovit kulturni program. Verjamem, da je tudi kulinarika takšna. Torej, poveselite se, pogovorimo se. Tukaj ste člani iz regije, ki je geografsko zelo raztegnjena. Verjamem, da se mnogi prvič vidite. Izmenjajte izkušnje, imejte se lepo. Jutri pa gremo na delo. Jutri gremo na delo, kajti za kongresno geslo se nismo zaman izbrali Rudolfa Maistra in njegovega stavka, ki budi pomlad. Zapisal je v časih, ki so bili nedobesedno v mnogih stvareh, pa vendarle podobni današnjim. Ta stavek, bratje, naša pomlad gre iz stav, bistra kot burja, močna kot val. In močna kot val mora biti, glede na izzive, ki čakajo Slovenijo. Hvala lepa. Gospa Tadeja Vodovnik, Plevnik, bi želela predati darilo. Spoštovani gospod Janša, počaščeni smo, da ste se danes ustavili tukaj v Šmarju pri Jelšah, kjer živimo ljudje, bom rekla, veselega, odprtega srca, predvsem pa v teh krajih še vedno živimo ljudje, ki smo tesno povezani z domačo grudo, ki daje žlahtne, bom rekla, sadove narave. In v tele košarici je delček tega nekaj konkretnega za moč in energijo in seveda tisto najžlahtnejše za, bom rekla, boljše dobro počutje in dobro voljo. Hvala lepa. Gospod Mirko je tudi član v izvršilnem odboru stranke SDS
ki je že dolga leta en takšen glasbeni pridih velikih prireditev in veselic. Torej, danes pa tukaj z nami trio. Evo ga tako da, draga družba, zdaj pa upam, da se lahko malo smejite, malo miren, kak kozarček upijete, se malo razveselite. No, tale nagovor oziroma nastop nas je malo prezemljiv. Prav je tako, da bomo začeli trezno razmišljati, se strinjamo, veš, da se strinjamo. No, tist čas, ko boste pa kakšen kozarček popili, samo še pa mi na odru poveselili, pa zaigrali tako lepo slovensko skladbico. Zdaj prišel sem tista leta, zdaj prišel je tisti čas, ko si bil na tam dekleta, ko večer gre v vas. Sem slovenski fan z dežele, skopavaj se to pomlad, ko zvečer konča se delo, grem so ljubci vas obaj. Nocoj pa ljubica ti, nocoj